In pomembno seveda je, da je dolgotrajna oskrba razpoložljiva, enako dostopna, enako dosegljiva in enako kakovostna za vse, da na tem področju ni nadstandardnih storitev za privilegirane. Za tiste, ki si lahko privoščijo več, ena oskrba, za tiste, ki si privoščijo manj, drugačna oskrba. Torej, solidarno in gotovo financiranje, javna služba, univerzalna dostopnost, univerzalna kakovost storitev in varne zaposlitve. Zdaj pa k tem predlogu. V Levici ugotavljamo, da ta pričujoči vladni predlog zakona o dolgotrajni oskrbi v bistvu ne prinaša nič od naštetega. Še več, ugotavljamo, da predstavlja diametralno nasprotje potrebnih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe, v naslavljanju njenih uporabnikov in izvajalcev pa v bistvu škoduje. Zakon sistemsko in trajno ne ureja financiranja dolgotrajne oskrbe, ampak to prelaga na nek neobstoječi zakon v prihodnosti. Izvajanje je prepuščeno trgu. Ko takšna stvar pride na trg, pa vemo, kaj se zgodi, zaostrovanje konkurence, vstop tujih multinacionalk, pa nižanje standardov delovnopravne zakonodaje, nižanje kvalitete oskrbe in tako naprej. Zakon seveda posledično predvideva prekarizacijo delovne sile na področju oskrbe in tak zakon lahko položaj starejših in drugih skupin, ki so upravičeni do dolgotrajne oskrbe, v bistvu samo na dolgi rok poslabša. Eden velikih grehov tega zakona, mora biti največji v samem procesu sprejemanja, pa je dejstvo, da sindikati, stroko, z ljudmi, ki jih ta zakon zadeva, sploh ni bil v postopku usklajen. V političnem smislu lahko rečemo, da je ta zakon tak brezsramni frontalni napad na socialno državo, na vse njene akterje, v strokovno-tehničnem smislu pa zgolj eno sramotno skropucalo, ki prinaša samo škodljive posledice. Ključno pri vsebini zakona je treba povedati tudi, da ne odgovarja na najbolj pomembna vprašanja. Najbolj pomembna vprašanja, s katerimi se na področju dolgotrajne oskrbe danes soočamo. Zakon ne odgovarja na vprašanje, koliko novih domov za starejše bomo dobili s tem zakonom, koliko novim starostnikom bo omogočil bivanje in kakovostno oskrbo v domu starejših ali pa v neki drugi manj tradicionalni metodi. Ne odgovarja na vprašanje, koliko novih zaposlitev v domovih starejših bo prinašal in tako naprej. Ključno vprašanje.